Ob črnem petku se marsikateremu podjetniku in podjetnici zavrtijo oči in reče: ne, pri tem pa jaz ne želim sodelovati. Kaj pa, če ti povem, da obstaja pot, kjer lahko ohraniš svojo avtentičnost, ne rabiš ponujati norih popustov in vseeno izkoristiš črni petek za svoj posel in še dodatno podcrtljaš svoje stranke? Ja, obstaja pot in v tej epizodi ti povem, kakšna je. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse postavitev temeljev, celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Velikokrat v podjetniških vodah sploh slišim, da črni petek pa je nekaj, kar si podjetniki pa podjetnice ne želijo sploh sodelovati, ker je to v bistvu samo prodaja, ker je to samo popusti in tako naprej. In seveda je možno, ampak ena izmed, če rečem temu kar napak, največjih napak, ki jo pa opažam pri tem dogodku, pa je v bistvu, da se črnega petka ne izkorišča. Ja, tudi jaz sem mogoče kakšno leto ali pa celo dvakrat črni petek čisto spregledala, gledala v drugo smer, ampak resnica je, da v bistvu, če ne izkoristimo črnega petka, potem bomo imeli definitivno manjšo prodajo, ne? Mogoče tudi bodo nekatere stranke razočarane, ker nekatere stranke dejansko čakajo na črni petek, ker si želijo od nas mogoče kakšne posebne ponudbe, mogoče da bomo dali kakšen popust. Skratka, čakajo mogoče na ta dogodek in če jim mi nič ne ponudimo, jih lahko tudi razočaramo. Mogoče to niso vse naše stranke, mogoče so samo nekatere izmed njih, ampak dobro je, da tudi v bistvu za njih poskrbimo, da pač lahko potem nakupujejo v bistvu, če si to tudi želijo. In pa seveda je neizkoriščen potencial za rast našega brenda, za prepoznavnost, za dohodke in vse ostalo. In to je seveda lahko velika, velika škoda, ki si jo naredimo. Eden izmed zanimivih podatkov, ki sem jih v bistvu izbrskala, je tudi ta, da v letu 2023 je 65% evropskih potrošnikov načrtovalo, da bodo med črnim petkom izkoristili popuste, kar torej v bistvu res kaže na to, da nekateri ljudje čakajo na to, da bodo v bistvu izkoristili to obdobje za nakupovanje in so res takrat v obdobju tudi pripravljeni več nakupovati in je res škoda, da v bistvu ne bi izkoristili tega. Rada bi pa poudarila samo to, da ne govorim o tem, da bi izkoristili v stilu priseljevanja ponudbe, ker če je tvoja ponudba res dobra, ki spreminja in pomaga strankam, potem je seveda bi mogla biti tvoja naloga, da čim več ljudi pride do te ponudbe, da jim v bistvu pomagaš. Ne gre za manipulacijo ali kakšne čudne prijeme, ampak gre samo to, da res postavimo nekaj, podcrtljamo naše stranke in da veliko naredimo za svoj posel. Ker moramo se zavedati, da ne glede na to, kako pogledamo, če imamo svoj posel, je zelo pomembno, da imamo tudi dotok oziroma da imamo stranke, da imamo dohodke, In črni petek je res ena takšna priložnost, ki se nam ponuja na dlani in jih bolj ali manj lahko v bistvu izkoristi. Se mi zdi, da čisto vsaka niša oziroma podjetnik oziroma podjetnica. In seveda pri tem lahko upoštevamo tudi svoje vrednote, lahko upoštevamo, kaj je nam pomembno, kaj nam ni. Smo lahko uspešni podjetniki, ki v bistvu avtentično izkoristijo tale črni petek, če temu tako rečem, oziroma Black Friday, pa tudi potem Cyber Monday, ponedeljek. To je res obdobje, kjer lahko zadovoljiš v bistvu pričakovanja tistih strank, lahko jih še dodatno podcrtljaš, ogreješ, zraven seveda tudi dobro zaslužiš in pa lahko tudi povečaš prepoznavnost. Tako da mogoče bo zdaj se mu pojavilo vprašanje, ampak Maja, kaj pa jaz lahko naredim? Saj pa vsi samo imajo ponudbe oziroma samo tiste popuste, Kaj če jaz dam tudi samo 5% popusta, pa je to?
Seveda lahko pa v bistvu veliko, veliko bolj izkoristiš. Zdaj, ko so popusti, a ne, nekako črni petek je edini nekako v letu, kjer se res pričakuje, da če damo popust, da je ta res občuten, a ne samo 5 %, saj tako nekako velja, ker drugače lahko, v bistvu nekako naredimo celo drugačen efekt, nasprotno, kar želimo, ker se je velikokrat tudi izkazalo tako, ne, da so nekatera podjetja zvišala ceno, potem so pa dala blazen popust in je v bistvu tista cena s popustom potem ali bila enaka kot običajna ali pa celo še višja, ne, kar definitivno ne priporočam, ker ko bomo enkrat, če po domače rečem, a ne, nategnili naše potencialne stranke, ne bomo prišli do dobrega glasu, še manj pa, da bi se ta stranka kadarkoli vrnila ali nas priporočala. Tako da obstajajo različne poti, kako lahko črni petek izkoristimo, in se mi zdi, da definitivno je zelo, zelo pomembno, da o tem tudi govorimo in da se odločamo potem glede na tudi na naše vrednote, na to, za čemer mi stojimo, in pa da tudi razumemo, da smo ljudje različni, a ne. Če si ti med tistimi, ki črnega petka ne nakupujejo, če ga želiš samo zignorirati, je dejstvo, da vsi ljudje nismo takšni in da želijo torej izkoristiti ta dan, a ne. Zdaj pa, kaj so alternative popustov, če gremo pogledat, a ne. To je lahko dodajanje vrednosti namesto zniževanja cen. Se pravi, da greš malo v drugo smer in da v bistvu dodaš neke nore bonuse, lahko v plačljivo, lahko narediš tudi čisto brezplačno ponudbo, kjer dobijo kakšen ekskluzivni dostop, ali pa brezplačno dostavo. Skratka, se lahko poigraš s tem, da v bistvu jim v tem obdobju v svojo ponudbo daš še več, a ne, kakšne dodatne bonuse. To je eden izmed načinov. Drugi je, da ustvariš, neko ekskluzivno ponudbo, ki je na voljo recimo samo ali nekajkrat na leto ali pa samo v tem obdobju. In to je ponudba, ki je drugače v bistvu ni v redni prodaji. Ne pomeni, da torej daš ponudbo in znižaš ceno, ampak da je čisto nova ponudba, a ne. Ali je to omejeno število kosov ali so izdelki recimo omejeni, oziroma daš neki ekskluzivni paket, ki je res čisto poseben in nikoli ni bil še na voljo, in tako naprej. Jaz recimo lani sem naredila en takšen paketek, in sicer je bil, mislim, da naslov spletna stran A do Ž, torej vse nekako, kar sem mislila, da potrebuješ v spletnem tečaju, sem zbrala spletne tečaje, ki pač sem jih imela, in sem jih dala skupaj v en taki ekskluzivni paketek z vročo ceno, tako da je bila v bistvu res ena taka vroča cena. Nekateri videi oziroma, niso v redni prodaji, neki tečajčki, tako da je res bila ena taka zanimiva ponudba in, so tudi moje stranke bile precej zadovoljne s tem. Tako da se splača razmisliti, kako lahko naredim mogoče kakšno ekskluzivno ponudbo. Mogoče je to tudi čas, da izkoristiš, če velikokrat dobiš vprašanje, da si mogoče tvoje potencialne stranke pa nečesa želijo, a ne, da, je to v bistvu čas, ko jim pač, uresničiš željo, pa pripraviš potem tako posebno ponudbo, a ne. Naslednji način je, da v bistvu uporabiš črni petek za povečanje lojalnosti oziroma zvestobe strank, da jim dodaš mogoče kakšen VIP dostop, nagrade za stalne stranke, skratka, da res še dodatno podcrkljaš te svoje stranke, zato da so ti zveste. To je zelo, zelo smiselno, sploh za kakšne, ki se redno vračajo, če imaš spletno trgovino, če imaš kakšen članski center ali kaj takšnega, v bistvu potem to lojalnost lahko dodatno nadgradiš in, v bistvu podcrkljaš svoje zveste stranke še dodatno. Potem je seveda to način, da povečaš svojo email listo, a ne, za prihodnje kampanje, da daš kakšno novo darilo, da, namesto popustov torej recimo pripraviš kakšno vročo darilo, ki je potem
od takrat na voljo ali pa je na voljo samo v tem obdobju. Če je na voljo samo v tem obdobju, lahko še toliko bolj vroče in pa toliko, mogoče povečaš tudi vpise zaradi tega, ker če potem ne bo več na voljo, je lahko ta efekt FOMO, da bodo nekaj zamudili in se potem tudi prijavijo. Tako da tudi to je recimo način, da izkoristiš, črni petek ali pa da daš recimo, če imaš kakšno dostavo, spletno trgovino, da izkoristiš za brezplačno dostavo, ob nakupu nad določenim zneskom, in s tem v bistvu spodbudiš tudi za to, da nakupujejo več. Sploh, če je pri tebi mogoče dostava več, pač precej dražja, če recimo imaš kakšno kosovno pohištvo ali pa kaj takšnega, se cena za dostavo lahko kar hitro dvigne, in če je pač v tem primeru brezplačna, je to lahko tudi ena taka zanimiva in potem seveda lahko to tudi kombiniraš s čim drugim, da dodaš še kakšno dodatno darilo, da če kupijo to, imajo brezplačno poštnino, pa še dobijo darilo, in lahko lepo zapakiraš v en svoj paketek. Potem pa ena super ideja je pa tudi donacija za vsak nakup, Mogoče je tebi v bistvu, so ti popusti tako zelo mimo in namesto da recimo znižaš ceno za 30-40%, lahko rečeš, da za vse nakupe, ki bodo opravljeni v času, ki ga določiš, v času torej črnega petka in ponedeljka, vsa torej prodaja 20, pač 30% nameniš v dobrodelne namene. Tukaj seveda potem ne pozabiti, povedati, za koga točno, kam bo nakazano, in seveda tudi ne potem obvestiti, koliko je tega denarja bilo zbranega, Tako da to je tudi lahko eden čudovit pristop, kjer v resnici bo se ti verjetno povečalo število nakupov zaradi teh donacij in pa, če pa še lahko pa še v bistvu dodaš, zraven, da lahko stranke, ki opravijo nakup, zraven tega mogoče še dodatno donirajo, če pač želijo, in date potem to donacijo nekako skupaj naprej, namesto da so pač ti popusti. Kar je definitivno nekako kombinacija, bi rekla, za vse vpletene, torej zmagovalna kombinacija, Ti prideš do več nakupov, stranke v bistvu so ful zadovoljne, ker bojo donirale, bodo torej tudi nekomu, pomagale, in pa, tudi prejemniki donacije bodo definitivno zelo zadovoljni. Tako da obstaja kar nekaj načinov, ki jih lahko izkoristiš. Zdaj, če želiš še bolj se poglobiti v to tematiko, ti bom spodaj v opisu te epizode pustila še link do enega mini tečajčka, kjer so zraven tudi vsi templeti, ki jih potrebuješ, in pa kampanje, ki jih lahko uporabljaš, za črni petek ali pa tudi za kakšne druge praznike, tudi kakšne božične, ki zdaj še prihajajo in vse naprej. Tako da, če te zanima, bom spodaj v opisu pustila tudi več informacij glede tega programčka. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste, in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.